Tako dlje sem učitelj, bolj se zavedam te moči in bolj stresočo roko se mi zdi, da z njo ravnam. Bolj se zavedam, kakšno moč dejansko imamo z tem, da smo postavljeni na kateder. Torej, morali bi vzpostaviti sistem, kjer bi mi kot družba rekli, stop, seveda moramo biti konkurenčni, moramo imeti visoka znanja, ampak lepo vas prosim, tega ne smemo delati že 6-7 letniki. Človek v šoli ni zato, da zadosti potrebam trga, ampak je zato, da se razvije kot človek. Kot so pokazale raziskave, otroci, ki so bili vzgojeni zelo avtoritarno ali pa otroci, ki so bili vzgojeni zelo permisivno, razpuščeno, recimo raje, so podobno traumatizirani. In zato sem bral te knjige, da bi pokazal, ne, permisivna vzgoja kot taka ni problem, če pogledamo trenutne naše voditelje, pa tudi na vzhodu, pa še kje druge. Vsi so bili vzgojeni avtoritarno in to nadaljujejo tudi naprej. Ne poznajo ranljivosti, ne poznajo empatije, poznajo samo prenašanje bolečino na drugega. Klemen, dobrodošel, hvala, ker si vzel čas, še posebej, ker trenutno veliko časa preživiš na Hrvaškem, v Reki, a ne? Kaj tam počneš, kaj te je odneslo čez mejo? Dober dan, hvala za vabilo. Odnesla me je zaposlitev, taka krasna zaposlitev, ki sem jo začel honorarno že malo po letu 2000. Poklicali so me iz Univerze v Zadru, če bi tam poučeval slovenščino in književnost, in sem postal lektor in to sem dolga leta opravljal honorarno. Konec leta 2019 pa se je pokazala možnost, da na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik odprejo lektorat na Reki. Kakšen dan sem razmišljal, več pa ne. Poleg tega, da si profesor slovenščine, si tudi profesor sociologije, doktor literarnih ved, pa publicist, prevajalec, kolumnist, med drugim tudi za Senso revijo, pa tudi psihoterapevt. Ja, skupni imenovalec bi bil, da je človek. Človek. Ja, zelo me zanima človek, predvsem skozi besedo. Mislim, da se tam najbolje pokaže. Zdaj, danes bomo veliko govorila sicer bolj o takih aktualnih temih, od času, v katerem živimo danes, pa vseeno za začetek me zanima, kakšen svet je oblikoval tebe, zanima me, če si mogoče hvaležen, da si odraščal v nekih drugih časih, kot odrašča mladina danes, se mogoče z nostalgijo spominjaš svojega otroštva, ali mogoče misliš, da imajo mladi danes vseeno več nekih možnosti, kot jih je imela tvoja generacija? To je tako vprašanje skušnjava, mu rečem. Tako vabljivo je, da bi prikimal in se pridružil vsem, ki imajo malce starejši emšo, ki začnemo potem tarnati nad sedanjimi časi in oboževati stare čase. In to počenjamo ljudje že od antike naprej. Še takrat lahko srečamo knjige, kjer se sodobniki pritožujejo nad mladino in kako je bilo včasih vse lepše. Tako rekel bi da in ne. Po eni strani bom rekel, zdi se mi, da so bili časi boljši, varnejši, lepši, pa bom argumentiral, da ne bo izhajalo samo iz kakšne nostalgije, ki izvira iz tega, da sem marsikaj že pozabil. 2-3 stvari bi omenil, za katere se mi zdi, da bi bolje, če jih ne bi bilo, oziroma če ne bi bili izziv za današnjo mladino. Prva je izjemen porast digitalne tehnologije, posebej zaslonske tehnologije. Zdi se mi, da je bilo nam precej lažje živeti, ker smo lahko živeli v trenutku v živih stikih z drugimi. Tako kot je to človeštvo počelo skoraj celotno zgodovino. Zdaj se je prvič zgodilo, da sta se izpostavila dva svetova tako izrazito, torej virtualni in pa ta naš, recimo, naravni svet. In seveda virtualni svetovi so bili tudi že prej, lahko rečemo, v književnosti, v umetnosti, lahko smo prehajali, ampak ne na tak interaktiven način, ne na tak način, da skoraj pozabiš, da si del tega sveta, da te tako močno lahko posrka. In tukaj se mi zdi, da smo žal premalo zavarovali mladino v tem smislu, da ne bo zvenelo preveč v oblakih, prav ne upoštevamo sodobnih spoznanj psihologije, recimo razvojnih obdobij. Silimo otroke, da to prehitevajo, ko jim dajemo v roke digitalno tehnologijo, da prehitro odraščajo, da ne živijo vsega tistega, kar bi v določenih razvojnih obdobjih morali.
vse tiste stike. Torej, meni je bilo to zelo prihranjeno. Jaz sem do 20. leta, še je bilo, telefona doma niti nismo imeli. In nikoli se ne spomnim, da bi mi glede tega karkoli manjkalo. Pa torej ne ulepšujem, ampak hkrati mi je to pomagalo, da sem vzpostavljal stike z drugimi, da sem se oblikoval kot oseba in da mi je bilo to prihranjeno do leta, ko sem to lahko počasi razumel. To je to prvo. Premalo jih zavarujemo pred temi izkušnjavami digitalnega sveta. Pa tako bom rekel, mogoče malce ostreje. Ne gre za to, da otrokom dajemo zaslonsko tehnologijo, torej kupujemo pametne telefone že zelo zgodaj, ko še niso pripravljeni. Še nekaj hujšega je. Aplikacije, ki so na teh telefonih, so ponavadi brezplačne. To vemo, če so brezplačne, to pomeni, da smo produkt mi. In ko otrokom torej že zelo zgodaj dajemo to tehnologijo, jih spreminjamo dejansko v tržni produkt. Pustimo tem poslovnim modelom, da naše otroke prodajajo, oziroma služijo z njimi. Zakaj pa je to res problematično? Ti poslovni modeli temeljijo predvsem na rušenju naše pozornosti, tega tako imenovanega dopaminskega cikla. In to pomeni, da se moramo znova in znova vračati k scrollanju. In to delajo tudi z otroki. Naši možgani, rekel sem, do 20. leta niti telefona nisem imel, so lahko v miru dozoreli. Možgani teh otrok pa ne morejo v miru dozoreti, ker jih že prej dejansko ti poslovni modeli teh aplikacij ugrabijo in služijo z njimi. Torej, jaz mislim, da se bomo morali zelo kmalu odločiti, nekatere družbe so se že, da bomo otroke pred tem zavarovali. Tako kot jih zavarujemo pred alkoholom in rečemo ne pred 18. letom, tako kot jih zavarujemo pred vožnjo z avtomobilom in rečemo ne najprej vozniško dovoljenje in to potem, ko boš polnoleten. Torej, vemo, kje so meje, kaj jim bi škodilo. Ne vemo pa, kaj se je zgodilo pri tako imenovanem digitalnem heroinu, da jim ga dejansko dajemo brezplačno. Z tega vidika otrokom res, da ne zavidam, pa mislim, da imam dober argument v rokah. Pa še eno stvar bi poudaril, ki je tudi precej prikrita. Torej, eno je, da jih v miru prodajamo tem največjim tržnim kompanijam, da jih izkoriščajo za svoje poslovne namene. In se ne zgodi nič. Upam, da se bo. Druga stvar, postali smo tako imenovana družba znanja. To se sliši zelo lepo. Ampak to je bolj ali manj, marketinški trik, ki nekaj zelo prikrije. Znanje je krasna stvar, to se vsi strinjamo, kot vrednoto jo cenimo. Ampak ta družba znanja pomeni, ko družbe med seboj tekmujejo v konkurenčnosti in danes pravijo, več ima znanja, bolj si konkurenčen. Tudi to podpišemo. Ampak kdo nosi to glavno breme? Glavno breme zdaj nosijo šole, oziroma bodimo natančni, otroci v njih. Ko sem bil jaz mlad, zopet se bo slišalo kot idealizacija, enke, dvojke, trojke ali pa petke so bile bolj ali manj moja stvar. In tudi pri drugih mojih sošolcih, če starši niso bili preambiciozni oziroma če niso imeli kakšnih višjih kriterijev, lahko je bila to čisto zdrava ambicioznost, potem so bile ocene njihova stvar. In to, kaj je to pomenilo, da smo se učili tisto, kar nas je zanimalo, tisto, kar nas pa ni, se pa nismo. In smo preživeli. In smo imeli predmete, za katere smo se odločili, da bomo imeli samo 2, zato ker imam jaz popoldne dosti bolj zanimive stvari. Raje bom bral, raje bom šel na atletiko, raje bom šel v gledališče, v kino ali pa se preprosto potepal s prijatelji ali pa šel spat. Danes to ni več mogoče, kajti zaradi te družbe znanja, ki tekmujejo med sabo, mi trenutno tekmujemo in z Južno Korejo in s Kitajsko in z ne vem kom v znanju, se preprosto ne moremo spočiti. Neprestano mednarodne raziskave merijo, kje smo, in takoj, ko malce zdrsnem na te lestvici, je skoraj celotna družba v paniki. Pobralo nas bo, če ne bomo med prvimi 10 ali 15, in če bomo drseli, bomo postali nekonkurenčni, bo z nami konec. Ta strah, ta tesnoba se prelaga na otroke. Nenadoma ocene niso več njihova stvar. Ustvarja se izjemen pritisk, kjer pa, to bom rekel kot učitelj, kar zavestno, ker je malo drugače, kot je glavni diskurs v medijih, govorijo kar naprej o strašnih starših, ki kar naprej pritiskajo na ocene in otroci pritiskajo na ocene. Drži, ampak kdo pa pritiska na njih? In ko smo zdaj naredili reforme, da imamo čedalje več zunanjih preverjanj znanja, ocenjevanj znanja, smo to naredili zato, da ustavimo ta pritisk teh staršev in otrok na ocene, ampak nismo postavili pritiska, ki pritiska na njih. In v tem smislu se mi to zdi izrazito nesolidarno.
Torej, morali bi vzpostaviti sistem, kjer bi mi kot družba rekli, stop, seveda moramo biti konkurenčni, moramo imeti visoka znanja, ampak lepo vas prosim, tega ne smemo delati že 6-7-letniki. Človek v šoli ni zato, da zadosti potrebam trga, ampak je zato, da se razvije kot človek. Tudi to pogrešam. Verjamem pa, da bo to slej ko prej prišlo, ker na dolgi rok kot družba tako ne bomo mogli, vsi negativni kazalci duševnih motenj, obolenj, tesnobe, strahu izjemno naraščajo. In dolgo tako ne bo šlo in mislim, da ta družba znanja, ki pritiska, se bo morala nekako ustaviti. Ja, Nekaj razlogov, zakaj se mi zdelo otroštvo lepše. Ne? Ja, zdaj sem nehote, ko si govoril o tem pritisku, jaz sem recimo med maturo doživela kolaps, stara sem bila 18 in takrat so se tudi starši spraševali, ker oni se jim ni zdelo, da pritiskajo name, in so spraševali, pa odkje si ti čutila tak pritisk, tako mi je bilo zanimivo, ko si se to izpostavil. Ja, in če vam povem, v moji generaciji kolapsov ni bilo, samo taki, da bi se jih spomnil. Pač naredil se tisti zaključni izpit smo imeli, oziroma celo generacija pred mano ni imela ničesar. Preprosto so se iz srednjih šol vpisovali na fakultete in družba je normalno tekla. Torej, zdaj smo pa padli v nek začaran krog tega znanja, ko moraš biti čim boljše, čim više. Kritiziramo zraven starše, ker to slutijo, da bo njihov otrok izpadel iz sistema. To zgodbo rad povem, prišla je k nam iz Združenih držav Amerike, avtor South Parka, je to povedal v dokumentarcu Bowling za Columbine, ko je razlagal, odkot ves ta pritisk in zakaj tudi streljanje po ameriških šolah. In rekel, ta pritisk je že od vedno nami. V 6. razredu si pisal matematiko in si se tresel, ker če ne boš pisal pozitivno, ne boš imel pozitivne oziroma dobre ocene na koncu, ne boš imel dobre osnovne šole, ne boš mogel priti v odlično srednjo šolo, propadel boš in umrl v jarku sam. Ta pritisk se že ustvarja in je zelo neviden, zelo prefinjen je in hkrati se zelo individualizira krivda. Starši pritiskajo na ocene. In s tem se zakrije vse, ves pritisk je v ozadju. Se pravi, nekako največja stiska današnje mladine bi lahko pol rekla, ker da je ta nek skriti pritisk. Gotovo je en od pomembnih razlogov, ker ga ne naredimo javnega, ker ga ne naredimo vidnega. Ker ne rečemo, vi se borite za znanje, čim boljši moramo biti, ker se borimo z Južno Korejo. In kot je rekel pred dolgimi leti od učiteljev, ko smo bili ponovno malce slabši v matematiki, mislim, z matematičnih, oziroma naravoslovnih znanostih, in je rekel, se ni težava, mi lahko naše otroke pripravimo do te stopnje, da bodo tako dobri kot v Južni Koreji ali na Kitajskem ali kjer drugi, kjer so med najboljšimi. Ampak a ste pripravljeni plačati ceno? In o tem se ne pogovarjamo, kakšno ceno smo še pripravljeni plačati. Pa če greva zdaj malo bolj v širšo družbeno sliko, ko danes spremljaš novice, me zanima, kakšni občutki te prevevajo, se ti zdi, da kot družba napredujemo, nazadujemo ali zgolj se vrtimo v nekih začaranih krogih, ki se skozi zgodovino na nek način ponavljajo in da se ne naučimo kaj dosti. Ja, zdaj si odprla eno temeljnih vprašanj zgodovine filozofije, filozofije zgodovine, in sicer ali se mi iz zgodovine česa naučimo, ali napredujemo kot ljudje, smo čedalje bolj sočutni, smo čedalje pametnejši, ali hodimo po nekih stopnicah, včasih nam sicer zdrsne in se poberemo in gremo gor, ali je v bistvu vse skupaj bolj ali manj nek cikel, ki se vedno znova ponavlja. Jaz mislim, da živimo v času, kjer se zdi, da ima prav ta druga teorija, da se nam ponavlja. Živimo v času, za katerega jaz v svoji mladosti ne bi verjel, da se bo tako spremenilo. Takrat smo govorili nikoli več in jaz sem to iskreno verjel, tako kot se mi zdi, da velik del ljudi okrog mene, da enih strahot ne bomo več ponovili, ker smo se naučili, kako grozne in strahotne so in smo postavili neke trdne temelje in varne meje, da se to ne bo več ponovilo. Pa se nam dogaja. Ne samo, da se nam dogaja, dogaja se nam v živo. Gledamo direkten prenos najhujših strahot, ki si jih lahko zamislimo, ki so se dogajale recimo v Gazi ali zdaj trenutno, ko gledamo divjanje agentov v Združenih državah Amerike in se sprašujemo, kako je to mogoče. Jaz mislim, da bo zopet postala popularna ena zgodba, ki jo je zapisal antični starogrški zgodovinar Tukidid v Peloponeških vojnah, sicer v 5. knjigi. Tam govori o otoku Melos.
To je bil nevtralen otok, ki je živel izven vojn, izven bitk. Takrat so se začele Atene boriti s Šparto in v času nekega premirja so Atene rekli temu otoku Melosu, da mora prestopiti na njihovo stran in začeti plačevati davke. Sicer bo sledilo najhujše. Ta otok se je uprl in rekel, oprostite, imamo vsi neke pravice, ne sme veljati pravica močnejšega, sklicujemo se na svoje pravice, tako da ne bomo sodelovali z vami, vi bomo ostali nevtralni izven vaših vojn. Kaj so storili Atene? Atene so prišle z vojsko, pobile moške, otroke in ženske prodali v suženjstvo, otok pa naselile s svojimi priseljenci. In to je znan primer, ki se pogosto opisuje v vseh knjigah, ki se ukvarjajo z pravom in pravico močnejšega, in zdi se, da smo mi prav v tem trenutku, ko se je zopet pokazalo, da ne vladajo, kot se reče, da ne vlada moč argumentov, ampak argumenti moči. V zelo nevarnem času, torej zopet imamo nek otok, ki se ga hoče zavzeti dejansko z močjo, in tukaj smo kot ljudje ponovno postavljeni pod vprašanje, kaj nam bo zdaj vladalo, močnejši ali neko pravo. Ta zgodba zveni kar črno, kako se zopet vračamo. Tisto, kar jaz vidim, eno lučko na koncu tunela, če lahko tako rečem, pa čeprav se bo slišalo malce zelo privoščljivo, ja, morda se zgodovina ponavlja, ampak ponavlja se za vse. Zgodovina ima palico za vse. Tudi Atene, zgodovinarji, ko preučujejo to obdobje, Atene so prišle, uničile ta otok, ampak tukaj se je začel tudi njihov zaton. In lepa misel, ki je iz starogrške mitologije in zgodovine lahko vse skozi spremljamo, pa tudi v celotni človeški zgodovini je, da v trenutku, ko zmagaš in si pri tem pohodil vsa moralna načela, je to pirova zmaga. Zasejal si tudi klice svojega poraza oziroma skorajšnjega propada. To se je zgodilo za Hilom, to se je zgodilo za otokom Melos. To je pravzaprav en tak temelj grške tragedije. Tako da si rečem, kako ste lahko tako slepi? Kako lahko ne vidite, tako v trenutku, ko boste zmagali brez moralnih načel, ste si sami sebi tudi skopali grob. Ali se boste lahko naučili kaj iz tega zgodovine? Tako da ne znamo odgovoriti, ali se ponavlja, ali gremo naprej, vsekakor pa znamo prepoznati te vzorce. To pa je nekaj. Nekje sem ujela, da si prebiral biografije trenutno najbolj uspešnih oziroma nekih največjih voditeljev na svetu. Ja. Kaj si spoznal? Kdo so te ljudje, ki nas vodijo? Šel bom malo korak nazaj. Kot učitelj se ukvarjam tudi predvsem z enim vprašanjem, ki je tudi zelo popularno, oziroma izjemno pozornost dobiva. Pravi, kakšna permisivna vzgoja, kako se je razpasla, zaradi tega imamo težave. Kot učitelj bom najprej zopet malo v nasprotju s to prevladujočim medijskim diskurzom, ki gre. Jaz medijske permisivne vzgoje skoraj da ne vidim. Vidim avtoritarno vzgojo in vidim zanemarjanje. Pogosto se to zanemarjanje preobleče v permisivno vzgojo. Permisivna vzgoja zahteva kar nekaj dela. To, da otroku daš svobodo in ga skozi to svobodo vodiš, zahteva zelo angažiranega starša. Ti, ki govorijo o permisivni vzgoji, so ponavadi zelo odsotni starši, ki nimajo časa ali nimajo volje ali moči ali česarkoli, da bi svoje otroke vzgajali. In to zanemarjanje zamenjujejo svobodo. In včasih si te nesrečniki žal vzamejo čas, da bi pokazali svojo zavzetost in ljubezen do otrok tako, da grejo v šolo in tam rohnijo in zahtevajo red, ampak gre bolj za ta občutek, ki ga potrebujejo tudi v sebi, da so nekaj naredili za otroka. Pa niso naredili. Žal so potem ponavadi iztrgali otroka s tem, da so minirali učiteljevo avtoriteto še edinemu, ki bi temu otroku lahko pomagal. Tako da moj odgovor ponavadi, če sem to doživel in če sem bil kolikor toliko zbran, sem rekel, seveda se lahko jezite name, pa me poskušate ustaviti, pa preprečiti, ampak ustavili boste mogoče zdaj edinega človeka, ki lahko vašemu otroku še postavi meje in mu pomaga in se zavzame zanj. Malo daljši uvod sem naredil, Torej, govorijo o tem, da je permisivna vzgoja, tako kot rekel en izmed vidnejših intelektualcev, najhujša stvar, ki se nam je zgodila v 20. stoletju, hujša kot vsi izumi, celo jedrsko orožje. Jaz to ustrmim. In potem sem šel brati biografije ljudi, ki nam zdaj vladajo.
Recimo, če se usmerjam zdaj samo Združene države Amerike, lahko dva izpostavim, Donalda Trumpa in Elona Muska. Oba nista niti blizu videla permisivne vzgoje. To, kar sta ona doživela, je brutalna, avtoritarna vzgoja, ki bi zlomila še tako močnega človeka, kaj šele otroka. Tam, če bojo vabim gledalce k branju teh biografij in bodo videli, to so strahote, da otroka bi bilo treba vzeti iz teh družin. Niso jih vzeli in prenašata te svoje avtoritarne vzorce naprej. Zelo neusmiljena sta. Musk javno razlaga, kako je empatija lastnost šibkih. Sploh ne more čutiti, sploh ne more pokazati svoje ranljivosti. Da v Donaldu Trumpu, ki jaz mislim, da je zdaj bolj predmet psihiatričnih ali pa psiholoških analiz kot kakršnihkoli političnih, končuje to svojo zgodbo enega zelo zlorabljenega otroka, ki je žal tega ni znal rešiti drugače, kot da je to nadaljeval. Tako da malo v šali še bolj zares. Jaz rečem, da je avtoritarna vzgoja podobna kreditu, ki ga ne moremo vrniti. Da smo se zakopali v ogromne kredite, ne moremo jih odplačati in potem jih prepustimo otrokom in vnukom. Gre v neko vrste medgeneracijsko travmo. Ja, otroke vzgajamo trdo in izgleda, da so lepo vzgojeni, seveda, ker so polni strahu, ampak to svojo bolečino nesejo naprej. Torej, namesto da bi kredit sami odplačali, smo ga preložili na drugega. V tem ni nič častnega, v tem ni nič lepega. Enako je torej tudi s permisivno vzgojo. Če ne puščamo to svobodo in zanemarjenost naprej, enako se zgodi. Kot so pokazale raziskave, otroci, ki so bili vzgojeni zelo avtoritarno ali pa otroci, ki so bili vzgojeni zelo permisivno, razpuščeno, recimo raje, so podobno traumatizirani. In zato sem bral te knjige, da bi pokazal, ne, permisivna vzgoja kot taka ni problem, če pogledamo trenutne naše voditelje, pa tudi na vzhodu, pa še kje druge. Vsi so bili vzgojeni avtoritarno in to nadaljujejo tudi naprej. Ne poznajo ranljivosti, ne poznajo empatije, poznajo samo prenašanje bolečino na drugega in to počnejo. Tako da dostikrat rečem, nehajmo že s to permisivno vzgojo. Saj je težava, ampak niti približno tolikšna, kot je avtoritarna vzgoja. Pojdimo k tisti tretji umestni sočutni vzgoji. Tukaj pa bo potrebno več časa. Zdaj, ko si omenil empatijo, danes tudi, če sam na hitro pogledamo kakšne komentarje na družbenih omrežjih, vidimo, da v večini nekako empatije nismo osvojili. Posledica česa je to, se pravi, mogoče si zdaj že odgovoril mi na to vprašanje. Zdi se mi, da je sploh po covidu ratalo to še na družbenih omrežjih tako noro je ratalo. Ja, ena stvar je seveda, da je to poslovni model, če se vrnem k prvemu vprašanju. Poslovni model je kurjenje nizkih strasti, ker to je tisto, kar bolj prinaša denar. Algoritmi so narejeni tako, da bolj širijo objave, ki vzburjajo nizke strasti oziroma močna čustva. Ne tista, ki morda premoščajo, razrešujejo, razsvetljujejo. To dejansko ni v interesu lastnikov družabnih omrežij. S tem služijo denar in tukaj žal nam vsem spodrsne. Če se vrnem nazaj, empatija, sočutje, tukaj imam jaz težave malce z besedami, pa bi mogoče samo definiral. Empatija načeloma nekateri značuje tudi sočutje. Jaz bi rad samo malo ločil. Empatija je ponavadi zmožnost uživetja, da se uživimo od drugega človeka. In ne pomeni nujno, da smo sočutni. Visokofunkcionalni psihopati imajo ponavadi odlično empatijo. Dobro nas zavohajo, odkrijejo naše šibke točke, ampak ne zato, da bi nam pomagali, nas podprli, ampak zato, da bi nas lažje izkoristili za te svoje interese. Sočutje pa pomeni, da se začutimo drugega v njegovi bolečini in ga želimo tam podpreti in pomagati. In lahko je to tudi popolnoma brez empatije. Jaz recimo, ko se vozim s kolesom, sem prišel, če vidim polža, ki prečka kolesarsko stezo, se včasih ustavim in ga primam in ga dam na travo, pa se ne moremo živeti v polža. Lahko se vživimo nekoga, ki ga povozi, nekaj pa ga zdrobi, to ja, ampak v polža se ne more. Brez empatije ga poberem, samo s sočutjem in dam tja. In hkrati, ja, je možno tudi, da empatija obstaja. Torej, tisto, kar res pogrešam na družabnih omrežjih, je bolj neke vrste sočutja. Ljudje so včasih tudi zelo empatični, uživijo se od drugega, vejo, kaj ga boli in točno tisto mu bodo servirali. Hkrati pa manjka nekega sočutja.
Iskrenost je tako kot vsaka vrednota. Včasih je pomoč, včasih je pa orožje. Nekateri so namenoma iskreni zato, da človeka prizadenejo. Ne, da mu pomagajo zrasti, ne, da mu pomagajo razumeti, ampak da ga prizadenejo. Tudi to se torej vidi. Ja, kot družba bomo torej morali postaviti neke meje, predvsem bi morali tem družabnim omrežjem, če govorimo samo o tem primeru, odvzeti ta poslovni model oziroma ga omejiti. Ne sme funkcionirati, ne smejo služiti s tem, da kurijo nizke strasti in s tem služijo denar. To preprosto v neki normalni družbi bi se moral to ustaviti. Tukaj smo pa pri širšem vprašanju. Trenutno smo v nekem neoliberalizmu, kjer je možno živeti in izkoriščati in prodajati skoraj da vse. In če želimo obstati, bomo morali tukaj postaviti meje. Hvala za to ločnico med empatijo in sočutjem. Zdaj, če se še vrnemo malo k moči in odgovornosti, ti tudi kot profesor ali pa učitelj imaš neko moč, imaš neko avtoriteto. Ja. Kako to doživljaš pred razredom oziroma predavalnico, mogoče kako se skozi leta, kako se je to mogoče spreminjal, ta občutek moči, odgovornosti? Ja, to je tako, dlje sem učitelj, bolj se zavedam te moči in bolj s tresočo roko se mi zdi, da z njo ravnam. Bolj se zavedam, kakšno moč dejansko imamo z tem, da smo postavljeni na kateder in da lahko otrokom povemo, kar povemo in jih oblikujemo tako, kot jih morda želimo oblikovati. In naša moč je kar velika. Včasih se zdi, tudi nam učiteljem, da nič ne pomaga, vse sem povedal, pa nihče ne posluša. Pa potem vidim včasih že čez en mesec ali pa čez eno leto ali pa ko učenca srečam čez nekaj let, kako tisto, proti čemur je najbolj protestiral in sva se najbolj borila, zdaj on živi. In tam se zavem te moči, avtoritete, ki jo imamo. Res pa je, sicer ne vem, ali je bil to podton vprašanja, ampak to je tudi eno od takih aktualnih vprašanj danes, ali učitelji še imajo avtoriteto. Tako bom rekel, ne samoumevno, kar je dobro. Namreč v zgodovini smo doživeli kar nekaj črnih trenutkov samo zato, ker se je avtoriteto moralo spoštovati samo zato, ker je avtoriteta in ji slediti. Torej, če želimo našo družbo izboljšati in upati, da bo napredovala v koraku, bomo morali spremeniti našo šolo, saj smo jo že v veliki meri, da naučimo otroke, da se avtoriteta ne upošteva samo zato, ker je nekdo rekel, da se jo mora upoštevati. Ta avtoriteta se mora tudi dokazati. In tukaj smo na enim, mogoče rekel, tudi spolzkem ledu. Se pravi, eno avtoriteto učitelj mora imeti, za ene stvari se preprosto mora nekako poslušati. Jaz sem rad imel recimo kolesarske izlete za otroke, tudi smo šli s celim razredom, pa smo šli do morja. In takrat sem bil zelo jasen. Ko bom rekel, ustavimo se, ni parlamentiranja, a se ustavimo, upoštevate me kot avtoriteto, ustavite se, na cesti smo. In me pa tudi za to kolesarjenje tudi tako zelo dragoceno, da smo se učili ene avtoritete, ker se bo mene prosto upoštevalo, pa imam prav ali ne, zaradi varnosti. In ko ne bomo na kolesu, se seveda lahko, ko jim bom nekaj povedal, bom moral to tudi utemeljiti. Tam bom pa druga avtoriteta. In smo se učili torej to dvoje, ne vzeti avtoriteto kot samo avtoriteto in presoditi, kdaj so trenutki ali pa kdaj je pomembno, da nekoga tako upoštevamo, ker je to pomembno tudi za skupnost. Verjamem in upam, da bi več tega učenja, kaj avtoriteta moralo biti tudi v šolah. Torej, zgodilo se nam je dve svetovni vojni, ki sta bile v veliki meri posvečene tem, da so ljudje samo sledili temu, kar so rekli. In žal, tukaj se moramo vprašati tudi pedagogi, kako smo mi svojo zasnovo šolskega sistema prispevali k temu, da ljudje vedno znova sledijo in vzamejo puško v roko in grejo na fronto brez kakšnih večjih vprašanj. Tukaj bi morala šola odigrati večjo vlogo in žal, slepo sledenje avtoriteti se začenja žal tukaj. Ja, kaj se pa zgodi, če učitelj svojih lastnih čustvenih ran, frustracij, nekih nepredelanih vsebin ne prepozna, na kakšen način jih lahko prenaša na učence, kakšne posledice ima to? Velika tema, ja, tudi in zelo pomembna tema, ki se tudi, tako bom rekel, v zgodnjih letih svojega poučevanja nisem zavedal v taki meri, kot si želim, da bi se je. Zdaj bom takole rekel, ko gremo v razred, ne učimo samo snovi, ne učimo snovi, ampak učimo otroke.
To ponavadi zelo rad, tako povem, ne učim slovenščine, ampak učim otroke. Slovenščina je samo neko sredstvo, lahko bi učil tudi kaj drugega. In druga pomembna stvar, še bolj pomembna stvar, kar sem se zavedal med poučevanjem, je, ne poučujem samo snov, ampak še bolj poučujem to, kdo sem. Način, kako pridem v razred, način, kako jih pozdravim, način, kako se odzovem, ko oni postavijo vprašanje, kako se odzovem, ko postavijo neprijetno vprašanje, kako se odzovem, kadar sem živčen ali pa kadar mi niso blizu. Teh svojih reakcij vsakodnevno učim. In seveda pri tem nisem Superman, daleč od tega. Če sem kje Superman bil, ali pa se je blizu temu, je bilo v tem, da sem si priznal, kako nisem. In da sem bil sposoben tudi otrokom, kdaj reči, se opravičujem, tole ni bila v redu reakcija, na levi nogi ste me ujeli, oziroma sem se ujel, da prevzem odgovornost. Ali pa, kada sem bil razrednik, pa so rekli, pustite razrednik, a lahko rečete temu učitelju, nemogoče je, kaj zahteva od nas, krivično je, kaj zahteva od nas. Da nisem šel kar rešiti namesto njih, ampak sem rekel, šola je varno okolje. Relativno. Tukaj se lahko učite, kako s tem takim učiteljem, boste takih osebnosti, boste v življenju še kar nekaj srečali. Kako ravnati, kako ga slišati, oziroma kako ne on sliši vas. A lahko, namesto da jaz grem do njega in mu začnem težiti, kako si dovoliš, kaj je to, a lahko se skupaj naučimo, kako boste s tem ravnali. Ker pozneje v službah ali kje druge, ko bo ta človek velika avtoriteta in ne boste mogli reči nič, bo morda težje. Take stvari se tudi lahko učimo znotraj šole, te neke osebnostne lastnine, teh preigravnih vzorcev in pa predvsem učitelji, tega bi si želel na fakulteti v okviru študija, da bi imeli neko supervizijsko podporo vsa 4 leta, ki ne bi bila zastavljena kot psihoterapija, to bi šlo seveda predaleč, ampak kot nekaj, kjer bi odkrili svoje, jaz ne bi rekel šibke točke, ampak točke, kjer rastemo, kjer se izboljšujemo in ki bi nam jih supervizori pomagali odkriti in bi rekli, tole imaš, recimo, ne znaš izražati jeze. Kako se bo to obneslo v razredu? V svojem okolju si se naučil, da ne smeš biti jezen. Kako bo zdaj to v razredu, ker te bodo poskušali razjeziti? Boš videl, takoj te bodo poskušali razjeziti. Učenci takoj zavohajo to. Kaj bomo naredili? Kako boš to podprl? Kaj boš naredil s tem? Da bi se neke te stvari že prej, da bi torej učitelji imeli priložnost to malo bolj ozavestiti in pa pri tem tudi delati, da bi imeli neko izbiro. Zdaj pravzaprav izgleda, kot da je vseeno, kdo tja pride. Pa mi je bilo pravzaprav čudno, jaz sem delal tudi kot zdravstveni tehnik, reševalec in ko sem šel tam v službo, sem moral narediti kar obsežne psihološke teste, s katerimi so želeli preveriti, kako ravnam v kritičnih kriznih situacijah, kako se bom odzval in zdelo se mi je pametno, logično. Ko delaš v neki taki ekipi, ki je lahko dela v zelo ekstremnih okoliščinah, je fino, da se vidi že prej, iz kakšnega materiala si. Pri učiteljih pa nič. Ja. Pa se mi zdi vsaj enako usodno. Ja, jaz si bom do konca življenja zapomnila, kako je na imen učitelj vrgel mojo beležko sred razreda, kako je en profesor vrgel redovalnico čez okno, kako je en metal krede v nas, ko je imel slab dan. Ja, To 3 ti ostane primere do ste konca našteli, življenja. ko si jih predstavljam, da če bi bili študenti, da bi jim rekel, vi niste sposobni samoregulacije v meri, ki bi vam v razredu pomagale preživeti. Kako se boste samoregulirali čustveno, če imate tako kratko vžigalno vrvico? Kaj bomo naredili, kako vam lahko pomagam? Kaj boste učili učence s tem, če imate tako kratko vžigalno vrvico? Kaj boste učili tam enega fanta, ki je že zdaj nasilen v njegovem poznejšem odnosu z ženo? Ali bo kar takoj udaril, ali ga lahko naučite, da zdrži, da zmore, da predela čustva. Tega bi si želel, pa ne bi rad seveda naredil iz šole neko, kako so temu rekli še v socializmu, da bi bili inženirji duš. Ne, ampak ene osnove pa lahko v šolah učimo. Predvsem to, kar mi manjka, pa mislim, da moramo nujno v prihodnosti to narediti, kako obvladati konflikte. Pa seveda ne spremeniti šolo v neko hipijsko institucijo, ker bi peli in se pretvarjali, da je samo mir, ampak bi se učili tudi postavljati meje in bi se učili tudi, kaj storiti človekom, ki te meje neprestano krši znotraj skupnosti in nas ogroža, kot se trenutno dogaja. Kdaj lahko potem mi
vzamemo orodje, ki ga on uporablja in ga uporabimo proti njem. Vse take stvari, jaz verjamem, da bo šola prihodnosti morala učiti, če želimo kot družba obstati. Ja, to so neke osnovne veščine, ki pa potem si jih učimo, ne vem, v odrasli dobi na psihoterapiji, Če, tako in predelujemo za nazaj. V šolah šole pa so trenutno usmerjene zelo kognitivno. Sam sem imel srečo, da sem bil na inštituciji, torej na Valdorfski šoli, kjer se je skušalo človeka razvijati celostno, torej ne samo kognitivni del, ampak tudi čustveni del, socialni del. Zdaj sem tudi na šoli, torej na Filozofski fakulteti, ki ima svoje geslo Znam, vem in mar mi je. Torej vse to troje, kar bi bilo pomembno v šoli. Etika, čustveni del in pa znanje kot samo. Torej, da nismo samo tako usmerjeni samo v eno smer. Zdaj v teh dneh je bilo po družbenih omrežjih ogromno teh objav sendviča nesrečnega, ki je imel notri samo sir in zelenjavo, ni bilo pa mesa, in se ob tem vprašamo, to so zdaj te glavne težave, ki jih imamo danes v šoli. Malo sarkastično. Ja, zdaj ne vem, če ga bom dobro, ker ta stvar je šla mimo mene, ne bi rad zgrešil, ker nimam dovolj informacij. Kaj je bilo? Lahko da je, kar se včasih zgodi, tudi učitelji to vidimo, ko pridejo starši k nam s kakšno zelo benigno stvarjo in se čudimo, kako to, da je prišel tako daleč zaradi neke te stvari, kaj je vzadej. In pogosto se zgodi, da je vredno to stvar raziskati, kaj je za tem sendvičem. In te zgodbe širše ne poznam, če bi bila to samo razprava o vegetarijanski hrani ali mesni prehrani. Lahko povem zgodbo ravno iz književnosti. Valvazor je pisal o takratnih Slovencih, da bi jih imel grški filozof, mislim, da je bil Protagora, vegetarijanec, so bili zelo rad, ker skoraj niso jedli mesa. Jedli so ga nekajkrat na leto, ko so imeli priložnost, tam še 17. 18. stoletje. Ampak mislim, da tukaj tiči nekaj drugega. Tako. Zdaj vmes si vseeno omenil psihoterapijo, ti sam imaš osebno izkušnjo, pa bi mogoče vseeno te vprašala malo o tem, kaj ti je to dalo, a bi vseeno to priporočil ljudem, vsaj na neki točki v življenju, da vsak mogoče ima neko to izkušnjo. Ja, v tem smo imeli tudi kot družba precejšnje razprave zaradi sprejemanja zakona o psihoterapiji in žal nam je tukaj spodrsnilo, smo se razklali, mislim, da povsem po nepotrebnem. Sam sem videl, tako bom rekel, stopim korak nazaj, ne bom rekel, da je psihoterapija dobra za vsakega ali nujna. Tisto, kar se mi zdi dobro, nujno in za vsakega pa je, da zaustavi, rečemo metaforično, to, da krvavi na druge. Potrudimo se, da svojimi ranami ne krvavimo na druge. Kako to storimo, je najbrž stvar človeka, njegovih možnosti, okoliščin. Mislim, da prejšnji gost Žiga Valetič je omenil, da nikoli ni bil pravzaprav na psihoterapiji, pa je imel kar hude preizkušnje, ampak je to iskal na druge načine, ki so bili tudi relativno podobni. Tako da moj odgovor bi bil bolj ta splošen. Če opazimo, da krvavimo na druge, kot se rečemo, da iz naših ran, je naša moralna dolžnost, tako mislim, da to zaustavimo in preprečimo. In meni je to zame bila najboljša pot, ki sem jo našel, gestalt psihoterapija, ki me je zelo vrnila v trenutek tukaj in zdaj in ki pa mi je pomagala še pri nečem zelo pomembnem. Ko skušamo zaceliti svoje rane, nam je kognicija, poznavanje problema zelo malo v pomoč. Mi lahko preberemo celo knjižnico psiholoških priročnikov, pa je verjetno, da je tisto, kar bomo dobili, samo večja možnost racionalizacije, da bomo znali bolj upravičiti to, kar počnemo sami sebi ali drugim, pa nam ni morda všeč. Tisto, kar je meni pomagalo, je, da sem videl, da je to, kar je moja duša ali kar so moji možgani, to je pravzaprav na ravni celega telesa. In da če želim spremeniti neke svoje dejanja, vedenja, razmišljanja, moram spremeniti nekaj v telesu. Če dam čisto droben primer, zdaj sem se ukvarjal s tem, že kar nekaj časa vem, da je recimo desni del bolj razgiban kot levi del. Jaz se ukvarjam z atletiko in tako vidim in nikoli mi ni bilo jasno, zakaj pa se delam enake vaje, levo, desno, ampak ta del je bolj zakrčen, ta del je pa bolj sproščen. In smo se poglabljali in ravno včeraj sem slišal, če imaš težavo postavljati meje, to je bolj ta leva, potem bolj trpi leva stran
telesa, ker z njo ta nosi potem to breme. In trenutku, ko sem to slišal, sem videl, da je nenadoma ta noga ravno skoraj tako raztegljiva kot desna. To, kar hočem povedati, je, da meni zelo pomagala ta terapija, ki je na ravni telesa. Telo ima izjemen spomin, zapomni si, zamrznejo koščki v njem, kadar se zgodijo zelo travmatične dogodke in te dele je treba počasi odmrzniti. Taka je moja izkušnja. To si tudi dobro predstavil v zapisu o medgeneracijskih travmah, o katerih se vedno več govori, kar se mi sicer zdi super. Tam si izpostavil tisto grafiko, ki se velikokrat deli po družbenih omrežjih, kjer je več generacij staršev in vsak kriči na svojega otroka, potem zadnji v vrsti se pa odloči, da pač bo nehal se dreti na otroka. Ampak vemo, ne, da to ni tako preprosto, kot se sliši, zdaj se bom pa jaz odločil, pa ne bom več tega počel. Ne. Ja. Jaz sem zelo pozdravljam to sliko. Jaz mislim, da je to mogoče naša najpomembnejša naloga, ki jo lahko storimo v življenju. Torej, da zmanjšamo te medgeneracijske travme, pretok medgeneracijskih travm, ki od naših staršev preko nas na otroke. Če nam uspe to zmanjšati, jaz to podpišem. No? Da vem, ljudje imajo različne cilje, jaz bi bil srečen. Ampak hkrati, zdaj govorim svoje osebne izkušnje, sem vložil veliko dela v to in hkrati ugotavljam, da to ni niti blizu temu, kar bi si želel vse ustaviti. In sem gotovo, da moram biti s sabo morda malo manj trd, malo manj oster, da sem naredil, kar sem lahko in še delam, kar lahko in hkrati en del bo ostal tudi mojim otrokom. Je pa to pomembno, no? Ko sem začel delati s psihoterapijo, ko začneš opazovati svoje telo, mu prisluškovati, ugotoviš, oziroma sem ugotovil, da ne nosim samo stvari, ki so se meni zgodile in so zamrznjeni koščki v meni, ampak tudi koščke, ki jih sploh ne vem, odkot so prišli. Oziroma jih vidim pri svoji predniški liniji in so občutki, in imam določene občutke, se bojim tega, ne zmorem onega, ampak to ni moja življenjska izkušnja neposredna. Je pa moja življenjska izkušnja, ker sem jo podedoval in jo predelujem in jo torej predelujem, lahko rečemo, tudi za nazaj in upam, da jo predelujem tudi za naprej in bi si želel, da to storimo, ker pa v tem prostoru, v katerem smo, pa to niso majhne stvari. Sami vemo, drugače je, če živiš v Londonu, ki je sicer doživel drugo svetovno bombardiranje, ampak tam je visela ena sama zastava in visi že ne vem koliko 100 let. V Ljubljani se je zamenjalo 7-8 zastav v 20. stoletju, kar govori o burnem zgodovinskem dogajanju. Tudi če beremo književnost, nas lahko pretrese. Jaz mislim, ko sem bral Ovčarja Runa, zgodba, na prvih straneh je napisano, dogaja se na Gorenjskem, da ko je otrok shodil, fantek, ga mati ni smela več vzeti v naročje. To ni izginilo. To se nadaljuje naprej. Ko berem določene knjige, Alenka Puhar krasno piše o tem, kakšne zlorabe so se dogajale, pa to je 50-100 let nazaj, te zlorabe so še vedno zelo, zelo tukaj. Samo skrile so se v naše telo ali pa preoblekle, ampak tukaj so 50 let je zelo majhna doba za to. In fino bi bili, če bili na to bolj pozorni, kako se to prenaša in kako se potem to manifestira. En izmed takih primerov, ko reagiramo, mogoče nezavedno, boš povedal svoje mnenje, je bil tudi zdaj v tem času, ko je po dolgem času sneg zapadel. Tisti dan smo se vsi jezili na cestne službe, seveda tisti dan res ni bilo spucano. Na kaj smo se v resnici mogoče v tistem času jezili? Smo se res jezili na Dars ali je to kaže ta jeza še kaj globjega? Ja, tukaj bi šel zopet nazaj, ko sem tisto prej rekel, o tistem sendviču. Da včasih naša jeza, smo jezni, lahko tudi v zadju v bistvu žalostni, pa nam je lažje pokazati jezo. Je mogoče za nas in družbo bolj sprejemljiva, ampak kam zdaj to jezo usmerimo? Če je nekaj zelo močnega in če je nekaj zelo nespremenljivega, potem se že na neki nezavedni ravni odločimo, da je to brez veze. In jo raje usmerimo v neko tarčo, za katero se nam pa zdi, da lahko vplivamo ali pa da bo družbeno sprejemljiva. In kadar sneg zapade, imamo vedno isto situacijo. Sneg zapade, avtomobili obtičijo, jezni smo na cestne službe. Verjetno bi lahko reagirali tudi bolje, ne vem. Ampak hkrati se pa sprašujem,
v naši človeški zgodovini je bilo obdobje visokega snega, snežnih padavin, obdobje, ko smo ostali doma, bili ob kaminu, če smo imeli to srečo, pletli košare, pripovedovali pravljice, jedli, šli ven morda po kakšna drva, ampak to je bil čas, ko smo se dejansko nekako zabubili. In to je bilo sledenje nekemu naravnemu ritmu. Ritem, ki smo ga zdaj ustvarjali, to je tipični industrijski ritem, se ne meni za naravni ritem, ne meni se za letne čase, ne meni se za naše telesno stanje, ne meni se za nič. Zahteva, da smo ne glede na dobo, čas v letu, venomer enako pripravljeni, venomer enako efektivni, delavni, učinkoviti, marljivi. In jaz sploh ne vem, koliko to zaveščamo. In ko pade sneg, ko bi bil čas, da zopet malo izprežemo, tako kot v srednjem veku, bral sem pred kratkim, da je to približno 150 prostih dni so morali imeti, tudi zahteva cerkve, moramo v službo. In kam stoji jeza? Ja, seveda na te nesrečne snežne pluge, ki ne delujejo dovolj kmalu. Tako da to obdobje covida, to, kar je meni ostalo, je, da smo bili sposobni ustaviti družbo za nekaj časa. Nekaj nas je moralo zelo prisiliti, ampak rekel sem si, če smo bili takrat sposobni ustaviti družbo za pol leta, zakaj ne bi zdaj rekli, vsak konec leta, december, januar, ustavimo vse, kar je nujno. A si lahko privoščimo ta padec v BDP in ne vem kaj in rečemo, ja, pravico imamo ustaviti malce ta stroj, v katerem se vrti, na katerega ne moramo biti jezni. Jezimo se pa na male stvari, takrat sem poudaril, Tolstoj je pisal o tem, nekoč je šel obiskat železniške delavce, ki so delili v strahotnih razmerah, po 18 ur na dan, v brutalnem mrazu so gradili železnice, lačni, prezebli, brez kakršnekoli prihodnosti, brez družine. In ko je šel k njim, so se mu pritožili, ampak zaradi popolnoma benigne stvari, ko se je njemu zdelo. Rekli so, glejte, kako malo prostora imamo za spanje. Imeli so tam vsak en kvadrat. A lahko ste kaj naredite, potem bomo zadovoljni. Pa rekel, a res ne vidijo vsega tega, v kakšni strahoti živijo, a samo v to so se usmerili. Ja, in tukaj se mi zdimo podobni, ko družabne mreže besnijo nad snegom, namesto da bi besnela nad tem, kako smo sprejeli ta industrijski čas, ki nas je pravzaprav ukleščil v ta ritem in nas ne spusti. Kot profesorja slovenščine ne morem, da te ne bi vprašala, kako doživljaš, ko zdaj opazuješ te tekste na družbenih omrežjih in tudi kje drugje, ko so vsi tako podobni, zelo podobno formirani. Kaj to pomeni za naš jezik? A bo znanje pisanja, pismenosti še dragocena veščina ali bomo to nekako prepustili umetni inteligenci? Ja, glede jezika, če grem najprej, potem bi šel pa k človeku. Pri jeziku je tako, da je to gradivo, ki ga ima recimo ChatGPT in podobno, v osnovi angleško. Slovenci tudi poskušamo oblikovati svoj, ta veliki jezikovni model, vendar je vprašanje, ali bomo zbrali dovolj gradiva, če sem prav razumel, morali bodo uporabiti tudi drugo gradivo. Kaj to pomeni za jezik? To pomeni, da bo jezik se strukturiral na ta angleški mentalitetni način, če lahko temu rečem. Leta 2000 smo pri Mladinski knjigi delali veliki slovenski leksikon, se je potem izšel. To je nadomestil tisto znamenito Sovo, če se spomniš. In en od argumentov, zakaj so rekli, da je to pomembno, so rekli, saj imamo povsod razloženo, kaj je to lipa ali pa kdo je Prešeren ali pa kaj je denar in podobno, ampak mi hočemo narediti slovenski leksikon, ki bo to razložil slovenskega zornega kota. In sem bil navdušen, da lahko sodelujem pri tem. Že je potem prišel Google in leksikoni so šli v pozabo, so taki dinozauri, ampak to mi je pa ostalo takrat, da potrebujemo nekaj, kar izvira iz nas. In te veliki jezikovni modeli ne izvirajo iz slovenščine, bodo pa oblikovali slovenščino in če ne bomo pozorni, bodo oblikovali v nek obči jezik. Vsi te jezike si bodo zelo podobni, kar se nam v bistvu že dogaja. Te anglizmi, ki so v bistvu prevodi, ljudje že govorimo na koncu dneva. Vse te fraze so prišle v naš jezik, razmišljamo že v tem mentalitetnem sklopu. To je glede samega jezika, kar bi me bilo strah. Druga je pa uporaba samega ChatGPT oziroma teh klepetalnikov, kjer bi pa opozoril na eno nevarnost. In to je, da se izničimo.
Orodje je seveda orodje. Jaz nimam nič proti orodjem, nasprotno, menda je to celo eno od tistih prepoznavnih lastnosti, ki nas loči človeka od drugih biti, čeprav v zadnjem času ugotavljamo, da zelo veliko živali uporablja orodje, ampak vseeno, na to smo se včasih. Orodje je nekaj, kar je prepoznavno človeško. In tudi ChatGPT je lahko samo orodje, torej ga uporabimo za raziskovanje nekih informacij, za iskanje idej, za to, da nam formulira kakšno idejo, ki jo sami dovolj dobro ne znamo, da nam napiše kakšen del seminarske naloge, da smo kot orodje, tem pravzaprav ne vidim nič spornega, sploh če je to jasno označeno oziroma se ve. Tam, kjer je pa meja, pa je, da nenadoma ta klepetalnik postane naše nadomestilo, ne naše orodje. Podobno kot pravzaprav vse vzhodne meditacijske tehnike kar dobro vejo, je krasno orodje, pomaga nam razmišljati, razumevati svet okrog sebe. Ampak, če se poistovetimo z lahko postane naš gospodar. In takrat imamo velike težave. Se bo neprestano vrtel v smeri in ga ne bomo mogli ustaviti. Enako je z uporabo, jaz bom govoril kar o ChatGPT, ker je najbolj znan. Dam en klasičen primer, ki se zdaj množično dogaja na šolah, fakultetah. Torej, dijak se lahko odloči in bo napisal seminarsko nalogo tako, da ne bo uporabil kot ChatGPT kot orodje, ampak mu bo samo vrgel vsa navodila, ki jih je učitelj dal. ChatGPT mu bo vse napisal, on bo samo copy-pastal, dal in poslal učitelju. Torej, njega tukaj pravzaprav ni. In zdaj učitelj lahko stori podobno. Zakaj bi on bral vse to, sploh če ve, da je to napisal ChatGPT, a bo to samo dal v ChatGPT in bo ChatGPT pogledal, analiziral, napisal svojo oceno in bo učitelj poslal to oceno nazaj. In ta ping-pong ChatGPT-jev, torej dijaškega ChatGPT-ja, učiteljevega ChatGPT-ja lahko poteka kar dolgo. In tukaj je vprašanje, kje smo potem mi? Kje je učenec, dijak in kje sem jaz kot učitelj? Izničila sva se. To je prvo. Drugo je, ko gledam družabna omrežja, celo nekateri vplivneži, vidim, da nastajajo novi vplivneži, ki pišejo vse očitno s pomočjo ChatGPT-ja in so izjemno viralni in me zaskrbi dejansko ta del, ker njega ni na drugi strani. Kdo sploh on je? S kom se jaz sploh pogovarjam, če z njim stopim v komunikacijo? In potem vidim, da tudi nekateri komentatorji uporabljajo ChatGPT. Kdo se zdaj sploh s kom pogovarja? Kako poteka komunikacija? Tam, kjer pa je prava komunikacija, pa gre zopet v ozadje, ker ni tako močna, ker ni tako, nima teh odličnih fraz, ki jih ChatGPT zmore in oblikovati besedi, tako močne, ampak hkrati prazne. Meni se ti, kadar berem ta besedila, kot ena krasna torta, ki jo poješ, pa mogoče uživaš, ampak potem si pa prazen. Če pa to z obeh strani poteka, potem se pa dejansko izničimo in jaz sem celo napisal sam, jaz sem zelo hvaležen vsem, ki so toliko pri sebi in sabo in morajo ostati svojim sramom, da napišejo nekaj, kar izvira iz njih, si mogoče pomagaš ChatGPT-jem, da je malo počeše to besedilo in so tam sami s tem, kar so, potem jih začutim. Pa tudi, če je to misel, ki ni najbolj bleščeča ali pa mnenje, ki ne bo viralno, ampak jih začutim in se začutiva v nekem odnosu. Medtem, ko lahko dobim briljantno besedilo, ampak sploh ne bo odnosa. In ta del mi zelo manjka, hkrati pa sem kar optimističen glede tega. Vem, da manjka tudi drugim. In da ta poplava teh ChatGPT influencerjev ne bo dolga, ker bodo ljudje ob tem ostali prazni. Tako da to samo spremljam, kaj se dogaja. Ne verjamem, da je to lahko dolgoročno. Sicer zdaj tudi nekateri knjige izdajajo, tako da je v bistvu vse naredi chat, ampak jaz mislim, da na koncu dneva, kaj boš ti, na koncu dneva sem rekla. Ja, tako je. Seveda, imamo tudi take absurdne primere na Amazonu. Mislim, da je nekdo napisal 8 gobih priročnikov s pomočjo tega. Ljudje bodo šli dobesedno po gobe, lahko rečem, če bodo to počeli. Tudi piše, ampak hkrati tisto, kar me tolaži, je ta praznina, ta občutek, ko si rečeš, a mi lahko kdo vrne ta čas, ki sem ga porabil za to, lepo prosim. Upam, da bo vsaj ustrezno označeno. Ko sem pa napisal to objavo, da se počutim prazen ob teh objavah,
sem dobil kar nekaj zasebnih pisem, celo opravičil. In mi je bilo zanimivo, kako živimo s tem, kako je to v zraku, kako pogrešamo človeka, če nam je napisal neko pismo s pomočjo ChatGPT, pogrešamo nekaj. Dobro, odlično je to napisal tvoj ChatGPT, ampak kje si ti? Meni se sicer zdi, da prav moj možgan ne zmore do konca tistega prebrati, ker me kar... Ja, to je pa še vprašanje jezika in to je tudi vprašanje založb trenutno, ker a si lahko privoščijo, da prevajajo torej strojno z temi klepetalniki oziroma drugimi prevajalskimi orodji, ker bralci to začutimo in tako knjigo odklonimo. In to pomeni pokop založniškega posla, če bi se tega množično prijeli. Ampak tako, kar vidim, ustrajajo pri prevajalcih in je to redo. Sem imel pa že nekaj izkušenj, ko je bila dejansko knjiga v slovenščini, ampak ne berljiva. In si sploh nisem znal pojasniti. Potem sem malo pogledal in sem videl to konstrukcijo, pravzaprav angleško. Mi potrebujemo glagole. Jaz učencem rečem, veste, glagoli v slovenskem jeziku so kot omaka. Ko priliješ krompir je suh, težko ješ. A ko ga priliješ tiste omako, lahko ješ. In slovenščina je glagolski jezik. In ko začne prevajati iz nemščine, angleščine, ki je zelo samostalniška, stvar postane tako, kot bi sam neko zelo suho hrano jedel. Mi smo glagolski, pri nas je dogajanje, dinamika. To je naš jezik. Če že omenjava branje, tudi to postaja nekako težava, da imamo fokus res na knjigi, da lahko preberemo celo knjigo. Tudi pri sebi opažam, avtomatsko se spomnim na nekaj, da moram pogledati na telefonu in evo, že gre 20 minut, pol ure scrollanja. Bo to veščina tudi sam še za tiste z neko jekleno voljo? Hvala, ker si še iskrena svoja in znaš biti ranljiva. Ja, dejansko, če se vrnem na začetek, te aplikacije, ki imajo poslovni model tak, da temelji na rušenju naše pozornosti, so opravile eno veliko, ampak tudi strahotno delo. Da večini ljudi primanjkuje pozornosti, ne samo za branje knjige. V zadnjem času prebiramo o tem, da tudi televizijske nadaljevanke, serije in podobno morajo narediti tako, da glavni liki oziroma liki večkrat ponovijo, kaj se je zgodilo oziroma kaj se bo zgodilo, ker vejo, da so ljudje medtem, ko gledajo na telefonu, oziroma da gledajo na telefonu, pa vmes še premikajo druge aplikacije. In ko gledamo te novejše serije, se zdi, kot da nagovarjajo bebce. Po 3-krat, 4-krat povejo stvar, ki je očitna in se dogaja, in če razumemo, zakaj to počnejo, potem seveda lahko razumemo, upravičimo, pa ne. In ta naša načeta pozornost, jaz mislim, da bo nujno prepovedati vse aplikacije, ki temeljijo na rušenju pozornosti. To je zelo neetično, neodgovorno delo in če ne morejo najti drugačnega načina za lastno preživetje, govorim predvsem o družabnih omrežjih, mislim, da so tukaj na vrhu, potem pač ne bodo smele delovati na tak način. Algoritmi morajo biti spremenjeni. Sam si prej pokazal svoj telefon, si tako rešil malo tole zagato. Omilil sem jo. Ja, imam eno dobro staro Nokio, da lahko povem še iz prejšnjih časov. To ne pomeni, da me je to obvarovalo, ampak pred temi izkušnjavami. Ampak me je pa precej obvarovalo. Ugotovil sem tudi, da brez pametnega telefona dejansko ne morem. Nimam kartice v njem, samo kadar pridem v mreže, ga lahko uporabim, ga pa potrebujem za kar nekaj stvari od spletne banke, kar nekaj stvari ima aplikacije, brez katerih danes ne moremo in sem bil kar malce šokiran, da smo spremenili neke digitalne kiborge. Torej, ljudje več ne moramo funkcionirati v naši družbi, če nimamo nekih digitalnih orodij, ki nam pomagajo, ki so naša podaljšana roka. Ne morem več funkcionirati tako, da bi lahko funkcioniral brez telefona in vse opravil analogno. Tega časa ni več. Me pa to zavaruje in jaz vidim, da je v tem kar prihodnost tudi pri mladih. Čedalje več mladih, ki se zaveda, kakšen rušilni vpliv imajo te aplikacije na njihove možgane in pozornost, si nabavlja te penzionistične telefone in potem, ko si doma oziroma pred računalnikom, pa pač greš v ta digitalni svet. Zdaj, živimo res v tako ironično zanimivih časih, ko si mladi lahko privoščimo, bom govorila prvi osebi, neke pametne telefone, najboljše računalnike, iz Kitajske lahko naročimo
kar hočemo, in čez par dni že dobimo. Hkrati si pa veliko nas, recimo, ne more pa privoščiti doma, hiše, stanovanja. Kako velika se ti zdi stanovanjska problematika v Sloveniji, ko v resnici do stanovanja ali pa hiše lahko priješ samo, če kaj podeduješ, če imaš bogate starše ali pa vzameš kredit, ki pa tudi ga vsak ne dobi. Ja, s tem zelo živi, mogoče se bo kakšnemu gledalcu zdelo, zakaj pa zdaj stanovanjska problematika, se je učitelj, ne? Ja, zato ker se s tem soočajo mladi, pa bom bolj natančen, ne vsi mladi. Mogoče to tak izraz, ki je samo za prvo silo. Tukaj govorimo lahko kar o revnih pa bogatih. In kot družba se bomo morali spremeniti v nečem, eno svoje tako bom zopet stopil malo nazaj. Navajeni smo, oziroma nekako smo sprejeli kot družba, da se da služiti s čisto vsem. Ampak v zadju dejansko ne gre toliko za trgovsko logiko in za preživljanje ali služenje denarja, kot za uresničevanje nekih zelo agresivnih impulzov. To lahko si v miru rečem. V srednjem veku je recimo veljala zelo natančna shema, kaj je smrtni greh. Torej, česa človek ne bi smel početi. Ne živimo seveda več v srednjem veku, ni se nam treba več po tem ravnati, ampak lahko bi se povsem vprašali, kako je mogoče, da to, kar je v srednjem veku veljalo za smrtni greh, torej nekaj, za česar boš večno bil v peklu, kar je res človeka nevredno, danes vrednota. To bi se pa želel, da se malo vprašamo. Recimo, za smrtni greh je veljal pohlep. Danes je to vrednota. Bolj si pohlepen, bolj te skoraj da častijo. To kar nekaj filmov je to temo tudi obravnavalo, ki so se dotikale kakšnega Wall Streeta. Greed is good. Kako je mogoče, da smo nekaj tako toksičnega, smrtonosnega postavili za vrednoto? Seveda tudi en del potreben, ampak da je to ena glavnih vrednot v družbi, kam smo prišli. In to se je zgodilo pri stanovanjih. Dejansko smo nečemu, kar ima čisto svojo funkcijo, to je bivalna funkcija. V stanovanjih smo zato, da živimo, dali zaslužkarsko funkcijo. Stanovanja so zato, da z njimi služimo. S tem smo razdrli družbene vezi in omogočili delu ljudi, da služi ne samo na račun drugih ljudi, ampak služi z njimi in, če se vrnem na začetek malo, dejansko uresničuje neke svoje agresivne impulze. Jaz si drugače ne morem predstavljati. Dejansko, kar sem videl pri mladih, s katerimi se srečujem kot učitelj in poslušam njihove zgodbe, ki jih preživljajo kot najemniki, to so strahotne zgodbe. Ne samo to, da dajo celotno svojo zaslužek za to. Dogajajo se razne maltretiranje, ne spoštuje se zasebnosti, zahteva se neke kompenzacije, če nimajo dovolj denarja, o katerih raje ne bi govoril. In tako naprej. Prišli smo do tega, da dejansko kot družba dopuščamo, da nekdo, ki ima večje število stanovanj, v miru ne samo živi od tega, ampak se tudi naslaja z nekim svojim sadizmom nad drugimi. In ne pravim, da so vsi taki, seveda daleč od tega, ampak en velik del, tudi če bi bil en sam, je pa zelo velik. Torej, kako lahko dopuščamo? Jaz osebno poznam nekaj ljudi, ki imajo 20-30 stanovanj in živijo z njimi, medtem ko so mladi, ki delajo, pa ne mladi samo, tudi moja generacija, ki delajo celo življenje, pa si ne morejo torej privoščiti stanovanja. Kot družba, ampak to je zopet, bom rekel, samo simptom tega, da smo postavili na puh, torej smrtni greh, srednjeveški, smo pa zdaj postavili za glavno vrednoto in pustimo ljudem, da se v miru opravičujejo z takimi absurdnimi izgovori, kot je eno najbolj znanih opravičil nasilja. Če ne bi jaz, bi pa kdo drug. Jaz rečem, pa ti ni nič narodno, ko to rečeš. Ta stavek, če ne bi jaz, bi pa kdo drug, je postal popolnoma nevtralen stavek. Pa je hud sadizem. Hudo opravičilo sadizma. In to se dogaja pri stanovanjih. Ja, če ga ne bi jaz lupil z 800 evri za tisto, kar sem bi ga pa kdo drug. Strahota. Glede na to, da veliko časa preživiš na Hrvaškem, je tam podobna problematika, opažaš? Podobno. Jaz mislim, da to je ta žal globalna, ampak vidim malo več skrbi. Sprejeli so zakon, ki ga pri nas nismo, torej nepremičninski zakon pri nas je dejansko so lobiji
bili dovolj močni, da je to ostalo v predalu. Na Hrvaškem so zdaj stanovanja obdavčena in to je vplivalo na trg. In če povem odkrito, na Reki živim v stanovanju, dvosobnem stanovanju, 100 metrov od morja s krasnim razgledom, tako bi rekli, za ceno, za katero v Ljubljani ne bi dobil niti sobe, nikakor pa ne garsonere, niti v kakšni vlažni kleti. Seveda se zavedam, da so tudi razlike v plačah, torej med prihodki na Hrvaškem in v Sloveniji, ampak vseeno je to brutalna razlika. In je na Hrvaškem žal ali na srečo možno preživeti bolj dostojanstveno, kar se tiče najema nepremičnin. Trenutno se nahajamo v predvolilnem obdobju, ko bojo napetosti nekako iz dneva v dan se povečevale. Na kaj bi po tvojem mnenju mogoče opozoril ljudi ali pa kaj naj bojo pozorni v tem času? Mogoče bi se vrnil k tistemu stavku, če ne bi jaz, bi pa kdo drug. Ki je tak zelo sadističen stavek. Preprosto smo, zdi se mi, da kot družba na družbenem nivoju izgubili zmožnost, da rečemo Bobu Bob. In tudi, če rečemo Bobu Bob, se zdi, kot da se to več ne sliši. Torej, razne nasilne, toksične prakse, ki jih lahko opazujemo vsakodnevno. Torej, da se dejansko laže v kamero, da se gleda človeka v oči, zlaže in se zato ne samo ne upraviči, ampak laž neprestano ponavlja. Temu smo zdaj prav v zadnjih dneh priča, ko se recimo govori o nevladnih organizacijah, ki zanikajo, da dobijo karkoli iz proračuna, pa določeni politični veljaki mirno razglašajo naprej, da dobivajo. Torej, zdi se, kot da ni nobenih posledic za vse, ki sistematično širijo laž. Pa ne govorim zdaj samo o enem političnem polu. In jaz bi rad, da bi kot družba se zopet vrnili na neko raven, kjer bi bilo to absolutno nesprejemljivo. In kjer bi takega človeka doletile take sankcije, da se ne bi mogel več udeleževati politične razprave na najširši ravni. Hkrati bi s tem si tudi želel, da se odpre prostor za veliko čudovitih ljudi, ki jih vsi poznamo in bi lahko prispevali k prihodnosti naše družbe na najboljši možni način in zdaj preprosto ne želijo stopiti v to toksično godlo. To bi si želel, torej, da bi se stvari bolj postavili na svoje mesto in da bi bile neke posledice za naše besede in dejanja, za katere se zdaj zdi, kot da jih ni. Ta del me skrbi. Zdaj, veliko ljudi je nekako utrujenih, ciničnih, apatičnih, morda celo brezupnih. A tudi ti čutiš brezup ob tem, kar se dogaja, ali ti vseeno uspe ostajati v stiku z nekimi občutki smisla, zaupanja, upanja? Kaj ti daje upanje v boljši jutri? Ja, lahko rečem prav mladi. Vidim, da so ljudje in to, kar cenim pri človeški vrsti, skoraj občudujem je, kako vedno znova, tudi v najtežjih časih, se vedno najde nekdo, ki ima lučko, ki ne pristane na to, da se kriteriji znižujejo, ki hodi naprej. Tako v najbolj črnem primeru pa se ponovadi tolažim s tem, s čimer so se tolažili že v antiki, ne vem točno, kdo je bil, ampak rekel ima eno zelo dobro in zelo slabo novico v enem stavku, ki pravi vse mine. Torej ne bo še tako hudo, si lahko rečemo, tudi to bo minilo. Ne more ustrajati, sploh zato, ker je slabo. In tudi, ko bo dobro, vemo, da to mine in mogoče bolj cenimo. Tako da ta stavek mi tudi pomaga, tudi kadar je hudo, rečem, mine, vse mine. Tudi tale, ki ima mogoče občutek večnosti in vse mogočnosti, vidim njegov konec. Hvala, Klemen, za ta pogovor. Jaz ti želim vse dobro in upam, da se še kdaj srečamo. Hvala.